Record on this. Evo, dobrodošli. Snemamo. Takole. Jaz samo. Evo, naš neustavljivi Zoom. Ful smo se veselile srečanja, Mateja, s tabo. Vedno imamo take zanimive goste. In tokrat je res ena taka tema, ki je mogoče čist izven comfort zone naših neustavljivih. Tokrat smo tudi povabile še zunanje, se pravi, smo poslali vabila v našo skupino in imamo tudi dve, ki jih osebno ne poznam. Tako da dobrodošle med nas. Načeloma imamo vsak mesec gostjo iz različnih področij. Neustavljiva sicer zelo pokriva teme mindseta, dotikale smo se tudi kakšnih takih bolj spiritualnih tem, ampak ostala področja prepustimo pa strokovnjakinjam, a ne, Elena? Tako da in tokrat, Mateja, evo, še ena strokovnjakinja. Usoda je tako hotela, da sva se srečale, sicer se pa z Matejo poznava še iz otroštva. Sva na koncu ugotovile, trenutek, ko sem jo zagledala pred vrati, sem vedela, da se od nekje poznava, v bistvu sva pa na isto osnovno šolo hodile in sva bile v bistvu paralelki. Tako da zanimiva tale naša državica, ali kako bi temu rekla. Tako da, Mateja, jaz te ne bom posebej predstavljala, ker bom kar tebi dala besedo, ker tale Zoom ni about me, ampak je o tebi, o Lali in da boš malo nam razložila, zakaj v bistvu tudi mogoče je menstruacija neka tabu tema, o kateri ženske premalo, bi rekla, govorimo. Predvsem pa premalo se pogovarjamo o težavah, ki jih ženske lahko imamo z menstruacijo. Razna spuščanja, prepuščanja in tako. Tako da ti prepustim besedo. Aha, nekatere se še pridružujejo. In evo, oder je tvoj, Mateja. Hvala lepa, res hvala za tole povabilo in tudi za pravzaprav tako čudovito skupnost, kot je nepremagljiva, oziroma neustavljiva, pardon. In jaz se danes prav tako počutim, ker sem se do zadnjega borila, da nisem v bistvu malo znorela, ampak na koncu mi je ratalo neko programersko sceno narediti. In sem lahko poslala en mail, ki je bil kar pomemben. Tako da, evo, zdaj sem tukaj in sicer, da se najprej predstavim, jaz sem Mateja Kalin. Nekateri mi celo pravijo, da sem mama prve slovenske menstrualne skodelice, torej ustanoviteljica Lalika skodelice. In na koncu koncev sem lahko vesela, da sem tukaj, kjer sem zdaj, da sem dejansko prišla do konca rojstva tega izdelka, ker smo trenutno v tuš drogerijah po vsej Sloveniji, v Leclercu, po vseh teh manjših trgovinicah, spletnih trgovinah, imamo svojo spletno trgovino, seveda lalika.si, in pa lansko leto nam je celo ratalo priti v Bipa drogerije, to pa po celi Hrvaški. In seveda tudi po celem svetu, ker je Lalika zares ima največjo kapaciteto. No, tako da, ja, sem, lahko rečem, ponosna nase, ampak ni bilo pa vedno tako. Seveda, če se mogoče kera spomne svoje prve menstruacije. To je bilo sicer davnega leta, ampak sigurno se vsaka spomne svoje prve menstruacije. Ampak, ko se pa res spomnimo, recimo jaz sem jo dobila v 5. razredu, pri 11 letih in sem bila prva med puncami in prvič seveda se nisem niti upala povedati, da jo imam, kaj šele, da bi o tem govorila in pa seveda sem jo dobila v šoli, nepripravljena, seveda sem zataknila one robčke, WC papir med nogam in šla po hodniku, vse je šlo čez, vse me je bolelo,
V glavnem, seveda je šlo tudi na hlače, taka neprijetna izkušnja zelo. No, ko sem prišla domov, seveda je mama imela samo tiste velike Vir 80, take, ne vem, če se jih spomnite, jaz se jih moram pokazati, ker so tako hecni, ampak udobni. Ona jih je pač imela in jih je dala in takoj klicala prijateljico, da ji bo povedala, da moja hčerka je pa zdaj ženska. Ja, še bolj mi je bilo narodno, kar mi je lahko. In poleg tega, da je bilo vse to od sramu, potem vse mi je kapljalo čez, da ne bo pomote, toliko me je bolelo, da sem samo čakala, da ali bom zdaj umrla ali bom kasneje, v glavnem vse tegobe so padle name s to menstruacijo. In seveda potem ni bilo miru, vsak mesec je prišla in to una res močna, da nič ni prijel. No, se upam, da vas zanima, to moje ta patos, ki sem ga imela kot otrok, kot punca, ker ni še konc namreč. Če se sam spomnim, kako je bilo to na morju, ali pa mi smo 3 dni nismo spali, ker smo razmišljali, kdaj bomo šli na morje. In končno pride do tega morja in kako bom jaz zdaj plavala v tistem, en let čakaš na to, ja ne, bam, menstruacija. In gledaš na pomolu, gledaš otroke, kako se zabavajo v vodi, plavajo, čofotajo, ti pa v dolgih hlačah, ne bom nikoli pozabila, še po možnosti v črnih, in še dolgih rokavih stojiš in opazuješ ljudi, kako se zabavajo. In 2 let sem to še nekako pretrpela, potem pa sem rekla, ne, zdaj pa dost, jaz bom šla v vodo. In sem vzela one tampone, pri 11 oziroma, 11 let sem bila stara. Sem vzela tampone iz omare na skrivaj, brez da je kdorkoli vedel, tudi sestra ni vedela. In sem rekla, si bom dala to noter, se ni važno, pač gremo. Seveda si ga nisem znala dati niti noter, ampak mi smo bili na morju, jaz sem imela tisto menstruacijo, dala sem noter, šla sem v vodo, da ne bo pomote, svoj mission accomplished je bil, ampak seveda bolel, potem je bilo v vodi še cel kup enih vragolij, da sem po celi plaži dejansko res, ko raca sem odracala do prvega WC-ja in opravila svoje. Ampak na koncu sem ugotovila, da vse je super, te tamponi pa pomagajo, s temi tamponi grem pa lahko še kam, ker se jih pol enkrat navadiš seveda uporabljati. Da sem včasih kratko malo pozabila, pa sem jih imela čez dan, čez noč, kar malo skozi, do te mere, da mi je enkrat se zgodilo, da sem mi toliko izsušila nožnico, da sem imela itak toliko vnetja in predvsem pa, da sem enkrat celo postmenstrualno krvavela. Kar pomeni, da to spet ni v redu, In sem mogla biti spet na tistih Vir 80, spet na tistih vložkih, ki mi pač enostavno niso pasali nikoli. Ampak ni bilo drugega, takrat ni bilo drugega. In potem končno, ko sem jaz v svojih 28 letih ugotovila, da obstaja neka rešitev, ko mi je ena prijateljica to malo prišepnila na uho, sem rekla, kaj? Jaz sem bila jezna na cel svet, ker mi noben ni povedal, da obstaja ena rešitev, da daš lahko nekaj noter in greš lahko plavati. Jaz sem bila jezna, da mi res noben ni povedal, da pač obstaja ena rešitev, da ko bom šla na WC, da za mano ne bo smrdel po razkroju krvi, ali pa da ko bom šla po čopovi, da ne bom z unim, puloverjem okrog zavezanim hodila, da ne. To so res tako, sploh, pozabili smo, kakšne so bile to neke travme iz otroštva, sploh me, ki smo imeli res močno oziroma imamo močno, da zdaj kar malo tako, z neko ihto govorim, da kar malo podoživljam vse te momente. In kaj? Pri 28 se pravi, jaz sem mogla celo mladost preživeti z uno krvavo ritjo, po domač povedano, ne morem drugače reči.
In ko sem ugotovila, da nekaj obstaja, potem seveda kaj bomo pa zdaj? Ja, ne, to še ni v Sloveniji, pa kako je to mogoče? Čak, daj, da jaz to malo pogledam. In ja, prav, nekdo mora to narediti, če ne drug, bom pa jaz. In smo si zavihali rokave in začeli v bistvu uvažati eno tujo skodelico direkt v DM. In vse je bilo super, marketing, ni da ni, ampak vseeno mene pa malo puščala, ne. Malo me je puščala, malo mi je bilo, v glavnem po 8 letih, a ne, ko sem se že izurila v marketingu in izurila v vsemu, kako se to dela, kot podjetje, a ne, sem rekla, ne, zdaj pa nekaj tole ne bo v redu, ker meni malo pušča. Našim strankam pa jaz nisem mogla dati nekaj novega, če jim je puščala, ali pa če jim bila premajhna, ali pa če, ne, nisem jim mogla, ker so imeli samo 2 velikosti. Sem rekla, ne, dajmo narediti majčkeno boljš, pa malo več velikosti, ker smo si ženske med seboj toliko različne, da enostavno po anatomiji ne more, tako kot majčka, ne more vsakmu pasati in biti čisto lita, a ne. Menstrualna skodelica se pa pozicionira na stene nožnice tako, da se dejansko na stene nožnice in s pomočjo podtlaka v bistvu pozicionira gor. In mora biti približno, vsaj malo mora biti pravilno anatomsko oblikovana. No, saj v bistvu, kaj je moja dejanska želja, ne, kaj dejansko si želim pomagati ženskam do res brezskrbne menstruacije in do res, da se počutijo v življenju najboljš, v kateremkoli času so. Da so lahkotne in da ni ena menstruacija, da te ne prav stira, no, dobesedno. In nočem govoriti samo zdaj o samih menstrualnih skodelicah, da ja, meni je spremenila življenje, priznam, ker mi je kot ulita in mi je odlično tesni in vse. Ampak vse ženske pa spet nismo narejene na to, da bi bile samo, da bi dale nekaj noter vase, ne. Tudi recimo najstnice, včasih me sprašujejo, ja, a ima to lahko, ne vem, koliko so lahko stare, ki lahko začnejo uporabljati. Ja, jaz sem si pri 11 dala tampon noter. Zdaj, če je punčka pripravljena, tudi če nima spolnih odnosov, je pripravljena, je ne moramo reči, ne, to pa ni zate. Ampak ponavadi pa niso, ne, niso neki pripravljene sploh noter dajati. Seveda pa tudi veliko se ne poznamo svoje anatomije, ne tlačimo si prstov kar za brez veze noter, pa preverjamo, kje imamo ta maternični vrat in tako naprej. Tako da ne bom zašla, jaz imam še ful enih zgodb mojih menstrualnih, ampak mislim, da je bilo dosti za enkrat. Zdaj pa ne vem, ali lahko dam tale PowerPoint gor, da bo malo lažji. Lahko kakšna še pove, kakšno svojo zgodbo, če je pripravljena deliti, ali pa če se sploh spomnite teh svojih momentov, ali pa naprimer, jaz se spomnim, mi smo rekli, teta iz Amerike, že menstruacija sama, beseda, ne, taka dolga, brezvezna, ne, smo vedno neki menstra, ali bolna sem, ali teta iz Amerike, ali ne vem sploh, kako zdaj tej menstruaciji rečejo, zaradi tega tabuja še vedno, ne. In jaz sem tako odraščala in sem zdaj danes, hvala Bogu, z veseljem govorim o menstruaciji. Mene to kar malo prižiga. Zato, ker vidim včasih ljudje, ki me opazujejo, ki rečem, ja, kaj pa ti delaš, ja, menstrualne skodelice, kaj? Ja, menstruacija. Naj ne bo tabu, zakaj ne? Ker mislila sem, da sem že ful veliko naredila na tem, da tudi na sebi, a ne, pač ja, če mi moč, mislim, mi ne paše, a ne, ker bom mogla hlače oprati, ampak pa kaj, ne? Kri je, mislim, sploh ta menstrualna kri, no, še to, da povem. Menstrualna kri je v bistvu narejena iz
iz te sluzi, pravzaprav ki pride iz maternice, ki je pripravljena za posteljico, za dojenčka dejansko. In ta kri z to sluzjo je najbolj hranljiva stvar v našem sistemu, telesu. Tako da nekatere punce vzamejo menstrualno skodelico in jo zlijajo v rože, da dejansko bolj, ker je to hranljivo. Nekatere si celo delajo masko za obraz. Toliko je hranljiva ta stvar. In zakaj bi se seveda tega sramovali? Potem je bila pa ena situacija, ker seveda jaz moram veliko govoriti o tem in imam tudi svoj TikTok in vse te Instagrame in tako naprej. In na TikToku jaz objavim eno zgodbico, kako sva šli z mojo prvorojeno hčerko, ki je bila glih takrat stara, mislim, da 12 let, ki je dobila prvo menstruacijo, sem jo jaz peljala na tortico. In nič tazga, res nič tazga. Tortica, tak, midve so šle proslaviti menstruacijo in obe so zadovoljni, dobra je in jam. Ko je to TikTok videl, smo dobili 200,000 ogledov. Samo na temu mu ne morem drugače reči videl. Medtem ko se jaz trudim, razlagam, kaj je menstruacija, kako je to vse, trudim se, kako, tole smo celo na roke naredili, ker ni nobenega drugega pametnega za pokazati, recimo. Vse to z vsem trudom in pol dobim en glup video, ki požene cel TikTok. Tako da so se še norca delali pol te influencerji iz tega videa, češ, da kaj je z mano, da bi mogla iti v bolnico, da kaj delam bruke svojih hčerki, da jo bo zdaj zafrkavali. Najprej je bilo hecen tudi meni, pol pa sem ugotovila, kaj je njihov dejanski ta problem, zakaj toliko enih negativnih komentarjev. In zakaj? Zato, ker so se poistovetili z mojo hčerko, kaj če bi jim to njihova mama naredila, koliko bi jih bilo sram. In tukaj sem šele videla in ozavestila dejansko, o moj bog, nič nisi naredila, draga moja Mateja Kalin, nič, še vedno je tabu. Ker je toliko zakoreninjeno v naših sistemih ta menstruacija, da pač moramo človeštva oziroma generacije in generacije čez to in pač govoriti o tem in se odkrito o tem pogovarjati in deliti mnenja. Saj ni nič takega. Tako da ja, toliko zanimivosti, se ti takole zgodi, ko govoriš o menstruaciji, da je včasih kar zabavno, moram priznati. Prav nekaj časa sem se kar zabavala. Zdaj pa bomo pa videli, kaj bo, ko bo šla druga, ko bo šla spet z drugo hčerko na tortico. Tako da ja, jaz pa zdaj vsem predlagam, da grem na ta PowerPoint, da ga dam v share screen, da jaz vseeno majčkeno več povem ne samo o Lalikapu, ampak kaj vse obstaja na tem svetu, tudi kar mi ne prodajamo, da ne bo pomote. In kaj si lahko vsaka ženska za svojo dušo v bistvu izbere kot rešitev. Tako da, evo, zdaj bom dala tale PowerPoint. Saj ni lep, da ne bo pomote, res ni neki lep, ampak je pa. Malo sem ga hotela spremeniti, pa tudi danes nisem imela tega časa. Čak, tlele moram dati. No. Evo ga tukaj le. A se vidi? Vidite? Ok, ker jaz še ne vidim. Evo ga. Ok, če govorimo samo o sami menstrualni skodelici, zdaj jaz mislim, da jo že vsi poznate, ampak vsem majčkeno predstavlja. A mene tudi vidite zraven?
Jaz vidim v desnem kotu gor na mali slikci. Mejhna Aha, na si mali zdaj, sliki, veš? okej. Zdaj si zelo mejhna. Aha, dobro, nič hudega. Saj samo toliko, da jaz ne padem ven iz fokusa. Rabim eno oporo. V glavnem, tole smo naredili doma iz gline, da lažje predstavimo, kako približno izgledajo tele jajčniki, pa maternica in pa tukaj je pač maternični vrat. Nekateri ga imamo celo takole dol, čisto v ustju, nekateri ga imajo višje. In sama skodelica se takole se jo ustavi, da se jo da se jo samo malo zloži, lahko v C obliko, lahko v kakšne druge, si to pol še povedala, ampak samo da približno povem, da se jo takole pozicionira in ona zbira menstrualno tekočino. Zakaj sem jaz toliko navdušena, je res to, da je sama pri Lalikapu smo res pazili na kapaciteto, ker imam jaz toliko močno menstruacijo in zato imamo te 4 velikosti. Ampak predvsem je pa to, da imaš eno samo skodelico lahko za več let in pa pri tem lahko z njo res in plavaš in predvsem, kar je meni po noč, celo noč zdrži, ne da bi ti šlo po ritnem grabnu dol na rjuhe in pa seveda lahko delaš z njo, kar želiš, telovadiš in se ne premika. S tem prehranimo tudi ogromno okolja, ker ne dajemo nič v koš, ker tudi ne rabimo nobenega papirja za zavit, samo plastenko navadne vode, ki jo imamo vedno v torbici, tudi na javnem WC-ju lahko upravimo direkt na straniščno školjko, lepo vse zrihtamo in tudi nič ne smrdi za nami v WC-ju. To je meni najbolj všeč. Ker kri dejansko pride ven iz materničnega vratu čisto sterilna in nič ne smrdi, ker smrdi šele pol, ko se razkroji ta na vložku, vse. Tako da vložke v bistvu vsi malo poznamo in pa tampone sploh ne bom niti omenjala. Res pa je, da je zdaj različnih vložkov tudi takih in drugačnih, tudi iz naravnih bolj materialov, tudi za moške imajo celo vložke, za inkontinenco in tako. In so pa tudi pralni vložki. Tako da malo kako deluje, sem sicer že povedala, moram pa povedati tudi to, da recimo tampon damo v nožnico v bistvu tik pred maternični vrat. Se pravi, mi ga moramo ful globoko potisniti. In je tampon prav globoko ga moramo potisniti, sploh da nas ne mota, skodelico pa ustavimo v bistvu tik ob ustju, ker se ona že sama potem pozicionira, kjer ji najbolj paše. In včasih imajo tale repek čist od spodja, tako da jim ven gleda in ven visi, zato se ta repek včasih lahko odreže, da ne moti normalnega delovanja. Ampak to je spet odvisno od same ženske anatomije, glede na to, kje ima maternični vrat in kam se bo skodelica pozicionirana. Tako da povprečno recimo praznimo 2 do 3-krat, in tako kot sem rekla, res samo plastenko vode v WC školjko, direkt bam bam in mislim, sploh, ker smo enkrat navajeni na to, sploh ni noben problem potem to v 2 minutah iz WC-ja pridati. Na koncu cikla se jo pa samo prekuha v vreli vodi, da se jo dezinficira in pripravi za naprej, naprimer se jo da v takole torbico, ki je ponavadi vedno v paketku, takole pride ena taka luštna torbica in se jo noter spravi, da počaka do naslednje menstruacije. In to je v bistvu vsa umetnost. Lahko se jo pa prepogiba na razne načine. Imamo tudi, to je prvi, ta C, potem je pa ta školjka, ki je pa mogoče malo ožji, to je za bolj najstnice, da je takle ozak, da se potem lahko takole lepo pak in se odpre. Skodelica se mora itak samo odpreti in to je res vsa umetnost. Prej sem govorila o velikostih, kjer imamo 4 modele. S je za tiste šibke, bolj za najstnice,
M je tako univerzalen, se mi zdi, da če ne veš, a si med S pa L pa M, je M čisto v redu. L je za ženske, ki imamo res močen menstrualni tok, pa ki smo mogoče že malo rodile. Model XL je pa prav zdaj lansko leto bil narejen za res visok maternični vrat, in ker je res dolg, in pa za tiste, ki imajo res močno, ker ima največjo kapaciteto na celem svetu. Tako da, to se ful dobro sliši. In se rada pol pohvalim s to kapaciteto, ker je to meni pomembna, ne? Seveda. Tukaj imamo pa še eno razpredelnico, ker ponavadi je problem ravno, katero velikost ne vzamem, jaz ne vem. In potem po tej razpredelnici se potem lažje človek odloči. Potem imamo pa celo tudi na spletni strani imamo celo tako narejen, da glede na to, da so dostikrat imele težave pri odločanju, smo rekli, dobro, dajmo en paket narediti, da imaš 2 skodelici, ne, da za cenovno bolj ugodno kupaš 2 skodelici naenkrat, pa se res ne moreš zmotiti v velikosti. Tako da, nekako tako. Zdaj primerjava z tamponom je seveda, da menstrualna skodelica res ne izsušuje nožnice, to je meni najbolj pomembno. In ker nima nobenih, ker je narejena iz medicinskega silikona in nima nobenih dodatnih dišav, gelov za vpojnost, nobenih kemikalij dodatnih, a ne. In pa ker je zelo varčna in je imaš res samo eno in dejansko greš lahko z njo v vodo, ker ne vpija, ampak deluje v bistvu tudi kot vodni tampon, ker preprečuje vdor vode. To pomeni tudi za bazen, recimo, za kakšne onesnažene vode. Tako da, to sem itak že vse povedala, da ne bom predolga, ker malo hitim. Veliko, če ima katera kakšno vprašanje, lepo prosim, jaz zelo rada odgovarjam na vprašanja, da vidim, če so že kakšna teta skrvalca. Res. A vi prodajate na Celovški tam? Ste to vi? A vi na Celovški prodajate skodelice? Na Celovški tam? Pa se pa že poznava v živo midve, Sem bila večkrat že pri vas. Bom najprej vas vprašala, preden jaz podelim svoje izkušnje, zdaj ste jih samo hvalila. No, kaj je pa negativna plat teh skodelic? Nočem zdaj delati antireklame, ampak pač recimo Bob. Negativno je to, da smo toliko različne med sabo, ampak res toliko različne, da ni nujno, da vsem paše. In ni nujno, da vsakmu sede na točno te mišice. Ampak tele moramo pomagati. Jaz sem imela s to skodelico, pa sem probala obe, in une prejšnje, ker ste bile 2 velikosti, in tudi vašo, najmanjšo. Precej težav z lulanjem pa kakanjem. Tako, pritiskali mi je na sečnico, nisem mogla normalno lulati. Če sem bolj pritisnila, mi jo je v WC odnesel, če sem čisto malo pritisnila, ni hotel konkretno vrniti. Tako da sem pol izumila metodo, da moram medtem, ko lulam s prstom, not tiščati takole, da si še roko polulam zmer zraven. Tako da kar en cajt urat, se pravim pač, ostalo mi je vse štimalo, samo muka je bilo pa to lulati, kakati. Enkrat, ko so mi prijatelji pomagali pospravljati stanovanje, so mislili, da je ta skodelica en pokrovček in so jo po nesreči stran vrgali in po pravici povem, da mi je kar odlegal. Sem rekla, normalno bom lahko stala. Pač iskreno sem podelila. A res vas je to motil? Ampak to motil, ker na koncu si se daš lahko ven, ko lulaš. Se ni tak problem. Ven, sprazniti, direkt vse, splakati z vodo in dati nazaj noter. Se to pa res ni, meni se pa ne zdi. No, saj pravim, različne smo si, saj to ni noben problem. Škoda, da če imaš na voljo stran pokrovček.
Dajale, ker sem na proteste hodila skozi in na protestih smo pač z avti pa za grmovjem lulali. Kjer akrobacije so bile pa takrat šele. Joj. Ker nismo v nekaj splakant, ne nič nis, pa da sem po roki s krvjo polila pa vse to, tako da mi je kar animacije naredila ta skodelica. Ampak drugače pa obstaja tudi en tak pripomoček za lulanje v stoje. Skodelice so bile pač moje šala, kar je pa res zakon. Tole mislim, da tudi vi prodajate, tole soft tampons, še ostalim da pokažem. To so pa menstrualne gobice, tele so pa meni res zakon. Jaz jih uporabljam tako, ali za seks ali pa za savno, pa za bivši posel sem jih uporabljala. Za šport niti ne, čeprav so namenjene tudi za šport, ne pa pač za kjerkoli, kjer te pač tampon ali vložek moti, tako da te so pa res zakon. Na začetku menstruacije si po 2 zatlačem, pol, ko ni več toliko, si po 1, tako da te pa res lahko sam pohvalim. Te pa, mislim, malih moram tudi nazaj tiščati, ko lulam, da ne padejo. Ne tako, kot pri skodelci, mislim, manj ovirajo kot skodelca, manj se jih čuti, tako da te ne vem, grejo bolj skozi. Res pa niso celodnevni, tako kot skodelci. Ja. No, in točno to jaz danes hočem predstaviti. Točno to. Ker nismo vsi za vse. In tudi ni vsaka moja idealna stranka, ali kakorkoli. Ampak dejstvo pa je, da obstajajo stvari, ki pomagajo pri takih in drugačnih stvarih. In zato sem tukaj, da do teh soft tamponov bomo še prišli, ampak sploh ni samo še to. Tako da, ja, če ustavljanje boleče, to sem hotela reči, iz medicinskega silikona je dosti mehka. Če je vstavljanje soft tampona kot takega boleče, potem je to mogoče še lažje noter dati, ker je iz bolj ni iz vate, ampak je iz silikona. Zdaj, spet smo si različne, mene ne boli, mislim, tudi ne bi boleli, da sem čisto iskrena, ampak kakšne so pa zelo občutljive in spet ne moramo vedeti. Tako da tudi med uporabo, če je skodelica popolnoma pravilno odprta, je ne smemo čutiti in je ne čutimo, če je pravilno odprta. Tako da, kako grem pa zdaj naprej? No, pri skodelici mislim, da ni nobenega vprašanja več. Da se spomnim, če še kakšno tako. Ne. Če ima še kdo okoli skodelice vprašanje, prosim lepo. Ja, jaz normalno lulam z njo, če me pa karkoli moti, sploh kadar se kaj preveč napenam, recimo zjutraj, ko gremo na kakanje, takrat pač si jo dam ven, pa potem spet nazaj noter. Tako da, ja. No, potem je pa menstrualne hlačke. To so zdaj spet neka noviteta in mi imamo, pač pri nas imamo takele hlačke. To so čisto navadne sive in če se jaz dam nazaj, da me boste videli, kako pa se dam, samo kliknem ne. Klikneš stop share. Stop share. Stop share. Ne, ni v share. Pause share. Pause share. Tako, stop share. Ok, evo me. To so čisto navadne hlačke, ampak imajo dejansko, ker so novi materiali, imajo tle dejansko od tukaj pa vse do sredine in tukaj do gor zaščito. Tako nepropustno plast in dejansko ne naredi nobenih flekov na hlačah. To pa tele so na isti princip, zato ker ne vpijajo dodatne tekočine. Se pravi, tukaj se prav vidi, evo ga. Takole izgleda tale neprepustna plast siva in je čisto do gor. Te so super za kakšne najstnice, za kombinacijo z vložkom ali pa z skodelico ali pa s kumrčem, ampak je pa res, da
je to nekako ne vpija, no? Se pravi, je res samo za proti flekom. In so zelo, zelo uporabne, ker so kot navadne, to hočem povedati, kot navadne hlačke. Potem so pa tele črne, ki jih imamo tudi v drogeriji, s takole čipko. Te hlačke so pa vpojne, se pravi, tudi odpijajo in so kot da bi bil noter že vložek. Ne? In spet, tole, kar se vidi do čipke in do tukaj, do te čipke, je vse v bistvu, vse se vidi tlele en tak šiv, do tlele, takole, je vse zaščita kot vložek. In jaz sem enkrat naredila celo preizkus, da spravam noter več kot 40 ml na te hlačke. Tako da res, za ponoč, to je must have. Potem so pa še takele oblike, pač razne velikosti, oblike, barve, dizajni, te so take bolj girlish in isto vpijajo, malo pa spet takole, do sam gor. Pa so majčkeno na boxer sistem, spet smo si toliko različne, da včasih je enim všeč bolj čipka, drugič bolj na komod, pa še ena takale, takale, isti princip, tako da tudi zelo veliko vpijajo. In kar je pa še najbolj zanimiv, je pa, da me zadnje čase ljudje sprašujejo okoli kopalk. Obstajajo tudi kopalke, mislim, da jih imam celo tle. Kopalke so pa na isti princip, samo da so kopalke, ampak da imajo noter vložek in izgledajo takole, kot bikini. Ne vem, kako delujejo, ker jih še nisem probala, ampak obstajajo, to hočem povedati, obstajajo. Potem obstajajo, tele so tampone, da jim kar povem. Obstajajo takole so, 10 jih je v paketku in so toliko mehki, da so bili v bistvu razviti prav na podlagi ginekoloških raziskav, da bi zagotovili najboljši higienski spolni odnos med menstruacijo. In dejansko jim je ratalo zato, ker so tako mehki, da ga res niti ne čutiš, niti ne veš, da ga imaš, ampak dela, dejansko ima to funkcijo. Spet ena stvar, ki pa bom tudi gospo Marušo vprašala, kako jih da ven, ker tukaj je tale zarezica, s katero ne bi tole ven vzeli. Ampak če imaš visok maternični vrat, včasih ne najdeš oziroma ga ne moreš locirati in ga težje dobiš ven. Jaz ga dobim ven takole. Jaz nikoli te zarezice ne najdem, jaz takole s prsti za njo pridem v zadnji, tako malo se napnem, tako da jo malo naprej porinem, v zadnji s prstom takole in vam potegnem. No, so pa za enkratno uporabo in pač jaz pravim za posebne priložnosti. Tako da to tudi dela, napravim. Potem pa sem hotela še povedati tudi to, recimo, ker smo si res toliko spet različne, ker sploh pa spodnji del vagine oziroma sama skodelica je recimo res pozicionirana na stene. Zdaj pa, če te stene po porodu, ponavadi je po porodu, ošvohnijo ali pa tudi kasneje, recimo kdaj, ko pravimo, sem kihnila, pa sem se skoraj polulala. To pomeni, da imamo ošvohnele te mišice medeničnega dna in jih je treba tudi malo vedno s temi kegljevimi vajami majčkeno ojačati. Ena opcija je, da se same spomnimo in probamo delati stiske. Druga opcija je, da so tele vaginalne kroglice pridejo na pomoč, ki imajo take, noter imajo take kroglice in so kakor ene uteži, da potem s temi v bistvu vadiš in da te one spominjajo, da spet stiskaš te mišice, da jih okrepiš. Tretja opcija je pa, da ko opaziš, to seveda ponavadi opaziš z menstrualno skodelico, da so se ti mišice malo povesle, sploh po porodu,
je fino, da vseeno vztrajaš in imaš to skodelico noter in v bistvu skodelico stiskaš. Tudi to je ena od opcij. No? Tako sem si jo jaz v bistvu majčkeno pol po porodu malo ojačala te mišice. Potem je pa še to sem hotela povedati. Včasih so imele punce tele morske spužve. Morske spužve so uporabljale za v bistvu soft tampon, če tako pogledamo, za namesto tampona. No, zdaj so jih pa potem v bistvu glih na ta način so jih potem malo modernizirali. Ampak danes pa spet vidimo določene trgovince, ponavadi eco-shops, ki spet ponujajo take vrste nazaj k naravi. Jaz še nisem tam, zato ker se mi zdi mogoče majčkeno preveč higiensko. No. Ne vem še, kako bi to higiensko uredila. Potem pa še noviteta, ki je pa tale disk. To je zdaj spet, mi ga ne prodajamo. Ko sem se jaz odločila med menstrualno skodelico in diskom, sem se odločila za skodelico ravno zato, ker je to sicer super stvar, zgleda kot ena diafragma, ampak in tudi je kar mogočen, če tako pogledamo, sigurno ima 40 ml ali pa 50, ampak ko ga daš pa v nožnico, ga daš pa tako, da ga takole stisneš in ga daš v nožnico in ga zatakneš za sramno kost. Ok, spet, kakšnim dela, kakšnim pa ne. In problem ki ga jaz vidim in zakaj se nisem odločila za njega, je, ko zatakneš za sramno kost, se ta sramna kost lahko izmakne. Ker se pozicionira, ampak ko ti hodiš, gre hitro lahko kaj narobe. In to se mi je potem večkrat zgodilo, pa sem rekla, da naj se kdo drug s tem ukvarja. Tako da tudi to je kot zanimivost, vse na tržišču, no, ampak glih to hočem reči. A mi pa še vedno vložke pa tampone. Pa da ne. Pa še ni konc, še imam. In to je tole. To so pa pralni vložki, ki so zdaj spet čisto popularni. Zato, ker kaj? Vsak dan peremo, vsak dan damo tisti stroj prat, pa vržemo še 2-3 vložke not. In dejansko, jaz sem se jih najprej malo tako, kaj mi bo vložek s skodelico, ampak potem sem imela pa te male S, ta je M sicer, sem jih probala in so spet kot imela hlačke, nobenega unga lepila, nobenega ne, tole je lepo, takole se zatakne za hlačke, cak, in se ima recimo lahko to kot, ne vem, dnevni vložek, ali pa v kombinaciji, ali pa navaden vložek. In so taki lepi pisani, lušni, predvsem pa udobni. To je meni bilo pač najbolj pomembno. Tako da, udobnost, to je pomembno, vsaj zame na prvem mestu. Potem je pa še ena stvar, in sicer, pa imamo pa seveda še lubrikante, ampak te lubrikante imamo zato, da če imamo suho nožnico, da namažemo lalikap z lubrikantom, da gre lažje noter, da nimamo nekih težav ali pa da ni kakšnih bolečin slučajno. Potem pa še ena stvar, ki sem jo hotela deliti z vami, to je pa, kaj pa bolečine? Bolečine in boleče menstruacije, jaz sem jedla ketonale, pa sem vedela, da ni v redu. Potem, hvala Bogu, so mi vedno rekli, ko bom rodila, bo pa že vse boljše. In je bilo res. Ampak zdaj pa v bistvu imajo te CBD kapljice, ki se tudi kar dosti pomagajo, če se gremo bolj eko oziroma ne eko,
bolj zdravju primerno, ne, da se ne filamo zdaj s temi ketonali pa analgesini, ampak da si nekako na nek naraven način probamo pomagati, ker čaj ne bo pomagal, če te to boli. Ne. No, potem pa obstaja pa še ena stvar, in sicer neka nova stvar spet, je pa taka TNZ naprava, oziroma TENS naprava, izgleda nekako takole kot metuljček in si jo daš na trebuh, takole si jo kot metuljček in ima eno tako, tole, ima tako baterico, daš gor in greš lahko v šolo in lepo stimulira te mišice, mišice torej tega in medeničnega dna in vse te mišice, ki pritiskajo, da se sproščajo. Ljudje ful pohvalijo, jaz žal ne morem sprobati še, ker me ne boli, ampak baje, da res dela. Tako da, res, ne vem, pri vseh teh produktih mater vola, a ne da bomo našli nekaj zase, da si lahko pomagamo izboljšati to menstruacijo, ker pa sej nočem zdaj prepričevati, kupite si, ne vem, Lalikap, karkoli, ampak vseeno se mi zdi, da delam nekaj na tem, da malo spreminjam ta svet na bolje, pa čeprav s čisto takimi mečkenimi korakci, da si vsaj malo lahko olajšamo tiste menstrualne dni. Če se sam nazaj pač pomislim še, kako sem jaz še včasih res pretrpela, a ne, pa zdaj ne več. In a ni to lepše? A ni to boljše? Seveda je. Ja, pa še eno stvar sem pozabila, mogoče, ker sem imela zelo veliko teh vnetij zaradi prekomerne uporabe vložkov pa tamponov, ne, imamo zdaj, sodelujemo tudi z Vidermino in imamo potem ene take paketke za preventivo, se pravi, da je potem ta prebiotik noter, pa da imamo te neke globule še, tako da v bistvu še tukaj lahko pomagamo za žensko zdravje v celoti. Tako da, ja, to bi bilo to v bistvu. Prosim še za kakšno vprašanje. Mateja, ful ti hvala. Se mi zdi, da je bilo to toliko izčrpno, da če bi me kdo vprašal, tako, s čim si lahko pomagaš, tako niti v sanjah si ne bi mislila, da je toliko enih izdelkov, pa toliko enih stvari, ki si jih lahko v bistvu olajšaš. Ne. Pa to, kar sem napisala, konec koncev je to en teden na mesec našega lajfa, ki smo ali v stresu, a bomo, ne. Z Matejo sva se pogovarjali, recimo, meni je grozen, ko si na nekem sestanku ali pa s strankami, ker ne veš, a se boš dvignil, a boš kaj pustil za sabo, ne vem, greš nekam na obisk, ne. Tako, recimo, jaz sem zelo v stresu, kar se tega tiče, ker v bistvu nikoli ne veš, tako, ne, najraje nikamor ne bi šel, ne, pa te glih nekam povabijo in pol vedno tako na robu sedim ali pa kaj, ne. In to je meni nočna mora, ne, tako da res se mi zdi, da včasih, ko po nepotrebnem trpimo, ne, v bistvu pa sploh ne vemo, da obstaja toliko enih stvari odzunaj, ki si lahko malo olajšamo ta en teden na mesec, ne. Tudi z Matejo sva se glih to pogovarjali, ne, eni reče, ja, po porodu se ti vse uredi, pri meni je bilo pa glih kontra, ne, po porodu se mi je ful poslabšalo, ne, tako da v bistvu se mi zdi, da zdaj rabim to podporo, ki jo mogoče takrat nisem, ne. Tako da, glej, jaz definitivno bom zašla na spletno stran si pogledati. Imam pa kolegico, no, se pravim, jaz je toliko ne poznam, ne, sem zdaj v bistvu Lalikap spoznala skozi tebe, ampak imam pa kolegico, ki zaprisega, je rekla, to je pa najboljša stvar ever, ne, tako da je bila vsa počaščena, ne, da sem tebe spoznala, tako je rekla, a res, Mateja, joj, daj povej, da jaz brez skodelice živeti ne morem, tako da je bila malo starstruck, ali kako se temu reče, da sem bila lahko s tabo v družbi. Tako da, ful ti hvala, no, lej, če imaš še katera
Lena, vem, da ti imaš tudi najstnico, ne, jaz še prehajamo te, tako da, če bo še Jaz se- tekla. Absolutno, jaz že skozi čakam, v bistvu mi je danes kar potegnalo, no, ko si razlagala, Mateja, ful mi je bilo zanimivo. Prvo kot prvo zato, ker jaz čez življenje se mi zdi, da menstruaciji ful ne dajem neke teže, se pravi, nikoli me ni toliko obremenjevala, pa so krči, pa je vse, ampak tako nekako mi je to šlo, ja, ok, menstruacija, ne, pride spontano in na tak način je tudi moja hči vstopila v to, se pravi, že jaz to nikoli, meni je to bilo vedno, pač to je nekaj čist naravnega, nekaj absolutno ne tabu, absolutno ne nekaj, kar skrivamo in ta mala je to v bistvu z mano gor rasla, ne, ona pač je povsod za mano tacala, ko je bila mala, sami smo bili. In ona, jaz grem na WC, pa si vložek zamenjam, pa pride ona čez par minut za mano, mama, jaz imam tudi vložka za restauracijo, ne, pa si je že natlačila razne stvari. In v bistvu smo tudi na tak način zelo sproščeno vstopili, ko je ona dobila menstruacijo in kar se tega tiče, mama pač ekstra odprt odnos. Ampak kar pa mene skozi cel life moti, so pa točno te vložki. Jaz ne prenesem tega vonja, meni gre to na živce v dno duše, vnetja mi grejo še bolj na živce, ker absolutno vedno po menstruaciji v teh presnetih vložkih imam pol še en teden uničen ziher. In pa mislim, meni pridejo kakšne reklame teh skodelic pa teh hlačk pa to, pa jaz gledam tisto, pa to bi bilo ful za probati, pa pozabim, pride spet nov mesec, grem po one vložke, pa pač jovo na novo spet, ne. Tamponom sem se odrekla že ful let nazaj, nekako nisem, se mi zdi, da je to, prvo kot prvo se mi zdijo, da so taki neki fake pa s kemikalijami, drugo kot drugo se mi zdi, da se razletijo not v meni in da se tiste stvari nekam noter ostajajo, kar razpade, a ne, z tistega tampona in poleg tega, da dejansko izsušujejo in to mi ni bilo nikoli všeč in tega ne prakticiram, če ni nujno. In zdaj si me ful fajn spomnila, da dejansko bom jaz tudi šla na spletno stran in za mene in za ta malo v resnici poiskala nekaj drugega. Ker meni se tudi ne zdi, v resnici se mi ne zdi zanemarljivo to, kar si rekla, koliko je odpada s tem, koliko je konec konca denarja, nam gre za to, da kupujemo te vložke, koliko je to plastično in mi to ful ni všeč. Tako da mi je v bistvu ful fajn, res ekstra fajn, da smo točno danes to imeli, ker moja ta mala je stara 14 let, ona je 9. razred in ravno danes je ostala doma, ker je zvečer prišla k meni spat, jokala zaradi krčev, bruhala in si misliš pač res, a ne, mislim, ko je v resnici ne moreš pomagati drugače, ko pa pač lej sprejmeš, a ne, to kot del. Tako da v resnici me tudi zanima tale metuljček na koncu, če bi to pomagalo. Če bi kdo imel tako dejansko izkušnjo, jaz bi to njej ful kupila, da bi jo prav imela jo v šolo, pa ker jo ful boli in pol jo je strah. Zdaj je tudi šla na tekmo odbojkarsko gledat svojega fanta in je tako, mami, a bom v redu? Kaj če me bo spet taki krči? Sem rekla, mala v redu boš, ker sem pač res dala na klofena na danes. Rekla, v redu, mislim, sem rekla, mala v redu boš, ampak a ne, ko gre strahom, mami, kaj pa če spet? In se mi zdi, da če bi nekaj takega imela ona, danes ni dala Teslino ploščico je spala v resnici, ampak da je imela feeling, no, da ko pri nas iz prve roke povedala, če boš probala metuljčka. Ja, ker je se mi zdi, da boljš počutila, no. Je pa se mi zdi, da tako, ne, tudi veliko bolj, a veš, iz vidika to, da 14-letni, saj smo mi vsi, tudi jaz sem na klofenem. Tako, ne, pomisliš, ne, Pač ja. Ne, kaj dajmo, ne, otrok, ampak vse kaj drugo nič ne pomaga, ne. Je prime. Veš, tako da, lej, to boš res, če boš probala, boš poročala, ne. Kako je. Veš, ful dobro si me spomnila na te, na vložke in ta smrad, ne. A veš, kaj pa v bistvu mene prešinilo? Tako, ko smo šle kam s prijateljicami, a veš, za vikend, ne, pa greš ti pa glih z menstruacijo, ne, pa ti je pa neroden v koš meta tiste tvoje vložke. To je bilo tudi meni, recimo, to me je zdaj spomnilo, ne, tisti fak, ne, zdaj pa bom v koš, pa saj smo itak same ženske, ampak tako, ne, vsem
da pol v bistvu to pustiš v košu, pa čistilka šele naslednji dan pride, pa kam bom zdaj to vrgla, ne? To je bilo meni vedno, ne, ne. Ali pa tisti prvi zmenki, a veš, prvič tako, ke še sveža veza, ne, pa gresta kam čez vikend, a veš, pa ti z unimi vložki, pa v koš mečeš, pa skrivaš, pa tako. Lej, če bi jih takrat imela, ne, Laliko, tako da, ja, ful tako. A veš, se mi zdi, Mateja, da tako šele zdaj, ke si tako razlagala, da v bistvu pomislimo za nazaj, koliko je enih takih bilo situacij, ki bi si lahko olajšale, ne, tako da. Ja, ker mogoče pač tam sprejmeš, a veš, pač menstruacija je in pač greš dalje, ne. Ne Ja. pomisliš. Mene samo zanima, kako je, recimo, ko so te hlačke. A to pa ne smrdi? Ja, te hlačke je tako, ne, tako ali tako jih ne moreš imeti čez cel dan, a ne, ker seveda je kroj in tako, razkroj krvi. Super je pa za ponoč, a ne. Čeprav 100 ljudi 100 čudi. Ljudje kupujejo hlačke namesto vsega. Imajo hlačke. Ne vem, jaz težko to marketingiram, ker izhajam iz sebe, ampak hlačke so, jaz pravim, bolj za backup, za zvečer, za ponoč, za recimo, da imaš menstrualno skodelico, pa imaš ko veš, da ti bo prolilo, pa ne boš imel časa zamenjati, pa si daš še hlačke čez, a ne. Na ta način jaz gledam te hlačke. So me pa že mene večkrat rešile poplave. No, sej to je. Prvi dnevi, ko se pa zbudiš, pa imaš, ne vem, mene je najbolj razkurilo, ko sem si čisto novo hišo, čisto novo poslo, pa prva menstruacija, pa fleka, veš, pa porka duša, je to zdaj nujno, ne. Ampak se mi zdi, recimo, neke bokserke, jaz bi se ful z bokserkami dobro počutila po noči, da res vse strani zaščiteno, da ti ne gre ne po nogah, ne nikjer, ne. Se mi zdi, da bi bilo en tak fajn balans za spat, da bi se res udobno počutila. Za po noči, čez dan si ne predstavljam, mogoče zaradi tega, ker bi imela skozi občutek tisto, da je nekaj mokro ali pa da bi bil isti vonj. Ampak ja. Čeprav hlačke, a ne, tako kot recimo te vložki, a ne, to je čisto nekaj drugega, to je tako lepo upijejo. Ja, čisto drugače, no, je drugače. Katun vložek, ki je vas, ne vem, kako bi sploh razložila, je drugače. In tudi pri hlačah je drugače, ker res upijajo, ne? In ni tako mokro, kakor si človek predstavlja, tako kakor, ne vem, da vzameš pa je. Sam vseeno celo, ne vem, cel dan, ko smo v službi, recimo, je to težko zamenjati, ne. Ja, itak, ne moreš. Je pa res, da po noči, a ne, gre največ mimo ravno tle od ozadja, a ne. Tudi če ne spimo na hrbtu, gre glih po ritnem gravnu največ. In je v bistvu pomembno, da je od zadaj in od spredi, med nogami pa gre težko, ker tam pa že ujamemo, ne, vse. Jaz imam še eno vprašanje za skodelico, recimo. Seveda to noben ne more vedeti, ko imam recimo Maruša, ne, če imaš tako težavo, da ne moreš iti lulat, pa to so res take butaste stvari. Meni se je recimo podobno zgodilo, ko sem enkrat probala te kroglice, jaz pa tam nisem mogla. Tam je bilo pač impossible, da grem na WC. Ampak recimo pri tej skodelici, jaz imam vedno to dilemo, ko greš na WC, a to, ne vem, ko potegneš ven, jaz si kar predstavljam po svoje, da to nek tak vakuum in pol ful špricne. Hvala, res hvala za to vprašanje, ker je to nek predsodek, ampak nisem sploh povedala. Ko se skodelica ven vzame, se itak dela to nadstranično školjko, ker pač čepiš ali pa sediš, kakorkoli. Se mora samo stisniti za tale dno, ne za repek. Ne vlečemo za repek, kot pri tamponu, ampak stisnemo za dno, da ta podtlakec popusti in skodelico v bistvu samo povlečemo jo ven in ni nič takole, a ne, ker je kri dejansko ni tako kot voda, ampak je zelo gosta tekočina in dejansko imamo tlele še 2 črtici merilni,
ti lahko vidiš, v 3 urah se mi je nabrala, v 3 urah se mi je nabrala glih za dotlele, čeprav 10 ml, jaz jo imam pol lahko še cel dan noter, če se mi je v 3 urah sem toliko nabrala. Se pravi, pa prav po merilni črtici ti vidiš, koliko časa imaš lahko eno skodelico noter, preden jo zamenjaš. Ampak bistveno je, da ko jo stisneš za dno, ti ne polije se, ne šprica, ne dela tako, a ne? Ampak samo stisneš, vzameš ven, zliješ. In ni nobenih packari, to res ne morete verjeti, ampak tudi zanimiv, ne? Ko ven tampon povlečemo, je vas krval. Tole je pa na stenah in to, ko primamo, ni krval. Mogoče se kaj izlije tako, kakšna sluz pa to, ampak kri je pa noter. Vse ostane noter, večinoma je vse noter. In ko ti zliješ, točno vidiš, kakšna je ta kri, a smrdi, a imaš kakšno vnetje, vse vidiš. Bolj kot kjerkoli vidiš to, koliko sem zdrav. In pa koliko dejansko se je dejansko ene tekočine nabrali. Pa kaj se je nabrali? A je to, so to gmote ene, ali je to lepa kri, ali je rjava kri, to je vse dosti fajn, da vidimo in da pač vemo, da ni fajn, da glih smrdi že takoj, ko pride ven. Pol ni neki, ali je neko vnetje, ali gre za nekaj, da se je nekaj spremenil. Tako da ja, res hvala za to vprašanje, ki ga nisem prej izpostavila. Super. Urška, še nekaj vprašala v komentarju, čakaj. Ja, glih hotel sem reči. Drugače pa ne. To, ko se jo ven. Če je prepolna, ko se jo tako pravilno ven vzame, če je prepolna, imaš pa roko polito. Če pa ni, Prepolna, ja. Pač moraš oceniti. Ja. No, tudi če je prepolna, včasih kar lepo čez pride, ne? Tudi to se zgodi. Ker nekam mora iti. Ja, se je tako pri tamponu isto, če ga, ne vem, če je ful močna, pa če ga zalije, potem pač gre ven. Isto. Ja. Je pa res, da to je, mislim, tako je, v vseh knjigah piše, da v eni menstruaciji izgubimo 80 ml krvi. V celi menstruaciji, to v 5 dneh, ali pa nekateri imajo 7 dni menstruacije. Recimo v 5 dneh, da normalno izgubimo 80 ml krvi. 80 ml, to sta 2 laja. To ni nič. V enem tednu, ne? Ja, v enem tednu, ja. V enem tednu bi, recimo, tole je M, kje imam L? Evo, tole je pa L, tole skodelico 2-krat izprazniš. Ni, ne, jaz jo 3-krat izpraznim, ko imam močno. Ampak hočem pa reči, da je 40 ml ogromno velik krvi. Ker si kakšne se sploh ne predstavljajo, koliko je to, koliko dejansko mislimo, da ujamemo 2 kapljice, pa joj, koliko ima močno, ne, kakšne pravijo. Pa še, ko so ugotovile, da skodelico pa pol takole, se v bistvu sploh nisi sam do tlele, a ne. Tako nimamo predstave, ne, se ne moramo imeti, ne, kako boš na vložku videl, koliko dejansko krvi izgubiš. Ne boš. Urška je zadovoljna. Edino na javnih WC-jih mi je malo bedno, ker ni umivalnika. Z robčkom. No, se tudi z robčkom bi se dal, ni nič tazga, se z robčkom občist, ampak res, plastenka ene navadne vode, recimo nekaj tazga, imamo v torbici, itak smo žejni ponavadi in samo splaknemo. In je res na javnem WC-ju direktno na stranično školjko, da sploh ne dotikaš ničesar, ne. Wow, in ker imam težavo, da se bojim krvi, mi je to super, izlijem noter in ne gledam te krvi. Ker sem imela tudi eno stranko, ki je rekla, jaz ne morem, jaz se tako bojim te krvi. Evo, bravo.
Dobro, pri tamponu je lahko bolj. Jaz se enkrat spomnim, ko sem imela eno ful močno in sem bila na nekih, kaj pa sem nekih predavanj, pa grem pol na WC. To je bilo, ko bi enega noter ne vem kamo delali, mučili ga pol na WC-ju, ko sem to vam potegnala. Tam pa je res bil lahko masaker. Da se mi zdi, da tule pol, kako si jaz zdaj predstavljam, je tu veliko bolj ekonomično vse skupaj izgleda. Ja, zanimivo. To je tako, ker jaz si recimo ne morem predstavljati, kako si ljudje ne predstavljajo nečesa, ki se spomnim, ker sem prvič te tampone uporabljala, mi je bilo tudi nepojemljivo, ne? Ampak pol, ko vidiš, koliko je ena stvar lahko uporabna, je res fajn. Odhajam, babe, se gremo učiti Čau. hipnoterapije. Ajde. Čau. Čau. Hvala za pozornost, no. Kako je pa z vnetji pri uporabi skodelice? Ful se zmanjšajo. Res se zmanjšajo in tudi veliko mojih uporabnic pravijo, hvala Bogu, ker pri vnetih je ponavadi dostikrat sprememba pH-ja in ko gre, recimo, ko se paca tista menstruacija v vložku, ko gre do razkroja, pride tudi do bakterij in tukaj je pa vse noter. In še to sem hotela povedati, glede na dostikrat me vprašajo, kaj pa kri more ven, ker ginekologi so včasih ful govorili, da more kri ven. Saj gre ven, saj je vse v redu. Saj pride, čez maternični vrat pride, ampak potem jo pa mi ujamemo in stoji in se samo ujame noter. In zato, ker je to iz medicinskega silikona, ni nič hipoalergen, ne povzroča nobenega česarkoli v nožnici, zato in ker pa še to, dejansko samo z vodo speremo. Ali pa tudi recimo pod tušem je fino splakan z neko tako res blagim intimnim milom. Da nič ne posegamo v telo z ničemer, z nobenim kemikalijo, z ničemer. In to je tisto, kar mi rabimo, domač habitat, kako se temu reče. Tako da, ja. Tina je tudi napisala, da se ni mogla navaditi, da je probala 2 do 3 vrsti, znamki, misli, da tvoje ni probala in mi je pri vsaki puščalo. Kaj bi tukaj? Ja, spet je zelo velika razlika med velikostmi. Zdaj, če je premajhna, bo itak šla skozi. Če je prevelika, se lahko zgodi, da se takole odpre v nožnici in da tukaj potem v gubi pušča. Ali pa, da se ni popolnoma odprla v vsakem primeru, ker pa te razne, tako je, pri skodelicah je res treba biti pazljiv, ker ni vsaka, ker mora biti ravno prav mehka in ravno prav trda, da se ona dejansko odpre v nožnici. Ker te kitajske, bom rekla, oni ne znajo narediti prave debeline oziroma je taka premehka in se zgužva, noter se zgužva v nožnici in je ne moreš odpreti. Potem pa, recimo, pa so pa še kakšne predolge, pa spet ne gre noter, ampak ena izmed tehnik je, da probaš samo zamenjati tehniko ustavljanja oziroma tehniko prepogibanja. Iz tega C-ja probi narediti tale pregib, to pa narediš samo tako, da jo daš, da tole prepogneš noter, takole, se vidi, in je prvič to ožje, drugič se lahko, da se čisto drugače odpre in pozicionira, in tretji pregib je pa, da se ga naredi takole, potem se pa še to prepogne. Zakaj? Zato, ker če je skodelica res mehka, je ta prepogib najbolj ki hoče, odprt se hočem.
poskusite to, mogoče bo to kaj delali. Zato, ker No, se jaz imam moraš... tudi težavo, včasih se mi tudi ne odpre. Pa ne vem, a je mogoče prevelika, da se zato ne odpre, ali mislim, bolj malo zriti migamo sem pa tja, da se v bistvu odpre, ampak pač včasih se pa ne vem, kaj bi bilo, no. Samo mogoče v kakšni tehniki ustavljanja. Zakaj? Recimo, da ste jo navajena imeti tako, ne, in jo date direkt na hitrico, in se bo odprla recimo takole mal. Se bo, pa se ne bo. Poskusite malo pogledati, če je tlele okoli in okoli z prstkom, če ni tlele, se vidi mogoče, tale gubica, ne. In ko vidimo, imate neka gubica, čakaj, bom jaz še enkrat to noter dala. Pa poskusiš takole noter dati. Ali pa še boljš. Jaz res jo tako ustavljam, ampak vseeno včasih se ne. Takole. Mogoče imam preveliko. Ja, tako jo jaz ustavljam, ker drugič se mi sploh ne odpre. A pa kaj moti, mislim, se jo kaj čuti? Če se ne odpre, se čuti. Ne čutim je. Sploh. Ja, tisto me pol v bistvu pa pušča minu. Če se ne odpre, mi pušča. Ja, seveda, ker pač je neodprta, pa ne more, ne more funkcionirati, ko je tako recimo zgužvana noter in se ne more ujeti. Kako pa je velika? Katera velikost je? Ja, mislim, da imam L, pač imela sem ful močne menstruacije, zdaj imam pa v bistvu ful šibke, pa imam mogoče zaradi tega preveliko, no. Tako da ne vem, moram. A se vmes kaj zgodilo? Ste rodila ali pa kaj? Ja, pač, 3-krat sem že rodila, no, sam vseeno, pač včasih imam tudi ta Mireno ustavljeno in je zaradi tega pač imam ful malo menstruacije, ampak če jo pa imam, pa si pol kar tisto L dam noter, nisem zdaj šla menjati na manjšo, mogoče bi bilo smiselno, da zamenjam za manjšo. Ne vem. Čeprav si maternični vrat je raztegnen. Mišice so raztegnjene, kaj pa kaj ven vhaja ali pa kaj? Ne, to ne. Ne, saj pol si jo nastavim, sam je pa res, da kar velikrat imam problem, da se mi ne odpre. Saj pol 3-krat probam, pa pol zagrabim. Pa gre. Ja, okej. Ja. Prav pol je samo mogoče še kakšno tehniko poskusite. Mogoče pa ta ni najboljša. Mogoče pa, ne vem, mislim, da še en diamant, ki ga zdaj ne bom z origami znala, ampak nekaj tazga globga je še naseden konj. Teh origamijev je še prav veliko. Čak meni se zdi, da je takole. Ne, se bom poskusila to, pa da res prepognem, da, kot ste rekli, da pol izstreli. Mogoče bo res to pomagalo, no. To bo, ja. To more, skoraj. A ne? Ampak ja, malo da pogledamo tudi, kaj bi najbolj, pa pol se pa zapomniti, kaj dela. To je fora, ne? Ja. Ko uporabljaš, kako veš, katero velikost moraš dati? Kratka formula je šibka S, normalna M, zelo močna L, zelo, zelo močna in visok maternični vrat XL. Okay. Ima pa veze, ne vem, ni pa veze to, da, ne vem, hči je stara 14, ona pa pač verjetno vedno S. Razen, če ima ful močno menstruacijo, rabi večjo, ne? Je bolj od tega odvisno ali od raztegnjenosti mišic? Zato imamo to razpredelnico, ne? Ker je malo je vse povezano in vse odvisno. Zdaj, če je res mlada, pa še ni imela spolnih odnosov, potem ima res po moje tam noter tako še malo bolj preveč nagužvan. In je fajn začeti z S. Kljub moči menstruaciji, kljub temu tudi, da ima tam 27 ml, kar pa tudi ni zanemarljivo. Ja, zato ker jo bo takrat ti bo držala skupaj, ne?
Ja. Bi pa preveliko, bi se ji pa gužvala, zaradi tega, ker bi bilo preosko. Ok. Cool. Ji bom danes tak, gremo v eksperiment. Ja. Ok, drage moje. Dobre Mislim, da ne? smo prišli do konca. Mateja, ful ti hvala. Imaš pa ti v bistvu eno darilo, ne, za naše, te, ki bojo gledale posnetek, eno kodo, ne, si delila z mano pa z Leno. Res je. Bo Lena jo tudi objavila, pa boš kar povedala, kaj. Ja, ta koda ima popust. Mislim, da super. Ja, seveda. Saj veš, popuste imamo radi. Ja, mislim, da je tam 15, če se ne motim, Super. nekaj, ki sem našla, sem jo dala. Tako da mislim, da je 15, ja. Ja. Kako je že koda, Lena, se ti spomniš, Čakaj to pa. da jo zapišemo? 12 plus 65, nekaj taga. Kako? Ja, čakaj. Da jo Sekundo. damo še v chat. Ja. Bomo kuj našli. Mateja, jaz se ti bom zahvalila. Tole je bilo res ful zanimivo. Čist nek nov svet si odprla. Pa predvsem je, vsaj z mojega vidika, super včasih malo sedeti pa druge poslušati, ko govorijo, da nisem skozi jaz tista. Ampak je res tako v bistvu čist nenavadna tema za nas, ne, glede na to, da je tukaj par hipnoterapevtk, a ne, Urška, in tako, ne, je čist izven naših tem na splošnih in se mi zdi tako prav insightful, da slišiš neke take stvari, predvsem pa tako, ne, saj če nekaj ne rezonira ta trenutek s tabo, ne, definitivno imamo nekje nekoga v naši okolici, ne, ki imajo najstnice, ki tako, ne, in recimo, a veš, določene informacije, glede na to, da še nimam najstnice, definitivno vem, s kom bom delila. Tako da ful ti hvala, res, meni se zdi, da sem danes toliko enih stvari izvedela, pa žal mi je, da nisi že v osnovni šoli, ki sva bile sošolke, mislim, da nisva delile kakšne take informacije, bi marsikatero neprijetno prigodo dale skozi. Tako da ful ti še enkrat hvala, da si prišla, da si vzela čas, hvala tudi puncem, ki so bile prisotne. Evo je koda 12 kos 65. Tako da je v chatu, bomo pa tudi delile še tam, tako da za naš lepši in čistejši planet. Hvala tudi vam. Mateja, še ti kakšno besedo? Ja, ne, res mi je lepo tudi, da imate to skupnost čudovito in hvala za povabilo za res in bilo mi je v veliko veselje in v čast. No, meni tudi. Lepo bote, se vidimo, pa ostanite neustavljive, ali kako se temu reče, ne? Čau. Hvala, čau.